I'm a genie in a bottle. You gotta rub me the right way. Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti. Vlado čaka nova interpelacija. SDS in SNS jo je tokrat vložila proti ministru za šolstvo Igorju Lukšiču. Ne strinjajo se s tem, da želi preskrbeti evropska sredstva za športni kompleks v Stožicah. Lukšič je bil v odgovoru kratek, a jedrnat. Mislim, da osnovni razlog, zaradi katerega je prišlo do interpelacije, je to, da enostavno SDS nima več idej, kaj početi v političnem prostoru, in zato tudi s takim tekstom, ki moram reči, da ni vreden slovenskega parlamentarizma, prihajajo v parlament. Ne glede na izid interpelacije bodo na štadionu v avgustu prve prireditve. Tako vsaj trdi župan Zoki. Izvajalci so tako dobri, tako vrhunski, in jaz bi se zahvalil vsem slovenskim izvajalcem, kajti to je slovensko znanje. Čez 70 podjetij to delalo, videli boste, kako se prišli, kako izgleda, da to je naredil vse v skladu s projektom. Precej drugače v Stožicah razmišlja nekdanji minister za gospodarstvo Andrej Vizjak. Po mnenju SDS je projekt gradnje športnega parka Stožice izjemno politično forsiran projekt. Če spomnite, je bilo predlagano, da naj vlada v okviru proračunske rezerve najde denar za ta projekt. Veste, da se s proračunske rezerve lahko financirajo točno določene stvari, kot so razne naravne nesreče, razen če ni seveda športni park oziroma ta športno-poslovni projekt Stožice naravna nesreča. Sindikati niso zadovoljni z dialogom glede pokojninske reforme. Prepričani so, da gre bolj za vladin monolog. In premier Borut Pahor jim je nekako celo pritrdil. Če se bodo predlogi sindikatov preveč razlikovali od vladnih, jih vlada enostavno ne bo upoštevala. Dušan Rebolj iz Pergama je zato napovedal neko drugo reformo. Če bo vlada šla v parlament brez soglasja za pokojninsko reformo, ki je ključna, potem se zna zgodi, da bomo tudi mi prišli za reformo, seveda za reformo vlade. In kaj o pokojninski reformi mislijo na ljubljanskih ulicah? Preveč delovne dobe. Ne vem. Drugače bo najlepše zmanjkalo. Draga moja, vprašanje je kompleksno in tako pomembno, da ga na cest ne bomo rešili. Progresiven model, mislim, zaradi kozje bradice progresivno, veš, je kao. Ma prav, ne bi se smeli to reševati na ulici. To pa ne. Bojim pa se, da bodo sindikati in podobni pendehoti skušali to rešiti na ulici. Ministrstvo za kulturo je 28.7.2010 predstavilo predlog osnutka novega zakona o medijih. Ministrica Majda Širca je ob tem povedala tudi nekaj besed o resnici. Kaj je to? Novinarji ste zavezani resnici in to je temeljno soglasje, ki velja v novinarskem delu. Tega ne da ne zakon, nekdo drug, ampak si ga seveda moraš rešiti sam seboj. Upokojenci so prevzeli Vzajemno. Na skupščini so bili izglasovani vsi predlogi ZDUS, sindikatov in Kmetijsko-gozdarske zbornice. Po skupščini je predsednica ZDUS, dr. Mateja Kožuh Novak, predsedniku izredne uprave Vzajemne Dušanu Kidriču povedala, kaj je naredil narobe. Napak je bila v tem, da ste od oktobra lani vedeli, koliko zberamo mi, koliko smo mi sposobni zbrati podpisov. No takrat naprej bi morali z nami sodelovati, da ne bi tega pošlo. Zato smo pa sklicali posvetovalni odbor. Ja, samo niste dobro sodelovali s posvetovalnim odborom. To je vaša ocena, jaz sem imel drugačno oceno. Jaz osebno mislim, da je ta današnja skupščina katastrofa. Absolutno. Hvala. Sem sta se kurla, a? Večkrat pa. A se videla? Prav tako sta si bila všeč, sta si bila. Malo tako skozi to, ker ne veš, kako bi pristopil, pa nekaj težiš, veš. Pa neko temo. Ja, se ste videli, kako gnarjan. Varuhin
Varuhinja človekovih pravic Republike Slovenije je predstavila poročilo za leto 2009. Dokument med drugim opozarja na zaskrbljujoče kršitve delavskih in človekovih pravic pri migrantskih delavcih. Skupina misli je vezana na vprašanje, ali je Slovenija še socialna država. Samo eno majhno misel, ki se veže na letno poročilo, bi vam povedala. Namreč v skupnem številu zadev, ki jih obravnavajo sodišča, se nam kaže, da se povečujejo pobude glede delovanja delovnih in socialnih sodišč. Tukaj na tem področju je vedno več zadev in pričakujemo, da se bo ta trend nadaljeval. In kultura! Bobnar Ajk z Obale se je pred časom odločil, da bo vadil na prostem, pod mostom, čez avtocesto in podobno. Ujeli smo ga pred bencinskim postajališčem nad Izolo. Čak, kdo se je ustavil? Kurac, ne stoj se. Kdo se je ustavil? Brane Kastelic. Kaj pa je hotel? In je... Rabo drobi za pivo. Ja, sem prepotoval cel svet, ma tega še nisem videl nikjer dela. In bil tukaj 1 uro pil biro in poslušal bluze, ki sem igral in ni mogel iti domov, mora. Že zamujal 1 uro v Ljubljano in rekel, ma zdaj pa res moram iti. In pol je šel. Model je imel neverjetno srečo. Res imel srečo. Prvič, ker se je ustavil Brane Kastelic, drugi največji jebat zahodno od Santa Fe, in drugič, ker je imel sonce v tem poletju. Praktično rojen pod srečno zvezdo, bi z eno besedno zvezo lahko se izrazili. Ajk, upam, da veš to, ne? Ajk od Kajla brat v South Parku. Ne, ta Bobnar je tudi Ajk. A ja. V Novem mestu se odpira festival dokumentarne fotografije Fotopub. Mojstrovine si lahko ogledate do konca julija. Sprav še danes pa jutr. Bit different than from previous years, since this whole job being a photographer is a bit different nowadays. Yeah, but I think we're playing a little bit with the theme of documentary photography. I even invited a painter, a guy who makes paintings, you know? How's that? Hey, that's Carlos. No, we're stretching the borders of photojournalism. Novo sezono Trnfesta so odprli Demolition Group. A si bil kaj, že na Trnu? Ne, žal bil na morju. Ja. Lepo je dež padal, ja, če si bih vprašala. Ne, res, v lifeu še ni. Ne, lažem, enkrat sem bil na Pelješcu, 14 dni, torej 2 tedna, 7 neviht. Koliko dolgih? Če je na 15 minut... 5-6 ur. A je tako? Ja, ampak sem imel pa en tak iber hud šotor. Je bil suh? Ne, takrat sem že kar nabit. Še vreme? Glede na moje izkušnje, obiščite to spletno stran, nabavite si tale čudovit kamin, sploh, če greste na morje, če boste šotorili, izredno lepo zgleda, še vedno imejte sabo recimo kakšen električni ali pa plinski žar, kjer boste pekli ribe, pa ta jajca, to je pa bolj za imidž, za čevape? Za čevap. Ne, to ni za čevape, to je za kul zgledat, kakšnega komarja prsmoditi, ki tako lepo dol pade in zganjati romantiko.
si predstavljaš, lej, sončni zahod, tak plamen. Meni je žal, ker nisem zdaj na morju. Res. Iz ljubljanskega studija 136, to so bile vesti. Nasvidenje. Še rekel dio. Adio! Gremo še enkrat reči.